Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in zdaj je čas, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice, v kateri je danes z nami Jaka Strajnar, akademski glasbenik, tolkalec, profesor tolkal, ki zna ljubezen do glasbe vzbuditi v vsakem, ki ga sreča na svoji ustvarjalni poti. Škofjeločan, ki ga poznamo kot strastnega ljubitelja bobnov, mojstra kahona in po novem tudi handpana, je klasična tolkala študiral v Ljubljani in na Koroškem deželnem konzervatoriju v Celovcu, je pa tudi strasten ljubitelj morja, sonca in vetra, ki ga lovi zdaj v domačem Kopru in seveda tudi avtor ene prav posebne glasbene zgodbe, ki je nastala ob odprtem oknu. O glasbi, ritmu in življenju bomo klepetali v nadaljevanju. Najprej pa Jaka Strajnar, dobrodošel spet v Škofji Loki in v našem studiu. Kako si? Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, z veseljem se vračam vedno v Loko, tako da tudi tokrat v ta sončen dan čudovito je. Midva se bova v nadaljevanju tega klepeta tikala, ker se že kar nekaj časa poznava. Začela pa Škofjo Loko in morjem, ne? Kako se ima Škofjeločan zdaj na primorskem koncu? Ja, to me velikokrat Ločani vprašajo in rečejo, a si se že navadil? In jaz rečem, tukaj se nekaj navaditi, tukaj se sam razvadiš. Tako da hitro sem se razvadil, oziroma sva se ženo razvadila, tako da ja, je čudovito, no. A pa kaj pogrešaš domačo Loko? To je zdaj to vprašanje, ne, ker mora biti diplomatski. Ja, mislim, itak se vračam, ker pač sodelujem z vsemi in normalno je, da ta sodelovanja ostanejo naprej. Pač vreme vemo, kakšno je, ne, pa kakšne so te razlike, posebej v teh prehodnih časih, se pravi jesen, zima, spomlad, tukaj pač žal obala vodi. Tako da ne, drugače pa z veseljem pridem sem in zadnjič, ko sva se videla z županom, sem obljubil, da se moram sprehoditi čez ta nov plac, tako da to me še čaka. Lepo bo in verjamem, da se boš tudi zato še večkrat vrnil in v Škofjo Loko prinesel tudi nekaj primorskega ritma in duha. Zdaj glasba in ritem, ne, te spremljata od malih nog. Kako pravzaprav ti čutiš, vidiš, doživljaš glasbo skozi ritem, ki te spremlja od mulca pa do zdaj odraslega človeka in glasbenega ustvarjalca? To me večkrat sprašujejo, kdaj se je vse začelo, kaj je bilo s temi bobni, ne, pa što so bili te posode oziroma praški, mislim, da bil daš, taki tulci so bili veliki in tam sem pač jaz gor po teh bobnih tolkov, ne, se spomnim, in zraven sem imel ploščo od Beatlov, se spomnim, to je bila še gramofoni so bili takrat. In ja, že takrat sem pač ta ritem, ne vem, me je tako me je začaral, ne, da potem sem kar vztrajal naprej. Žal nisem uspel z bobni iti potem tako, kot sicer bi si vsak želel, osnovna šola, glasbena šola. Ampak jaz sem kar trmast človek, tako da vztrajam in sem pozneje nadoknadil, no. Tako da v bistvu ta ritem se me je nekako dotaknil, jaz ne vem, in ostaja tukaj in se razvija naprej. Se to pač gojiš in razvijaš, tako kot, ne vem, rastline in ostale stvari. In zanimivo mi je, ne, da ga najdeš pravzaprav čisto v vsakem delčku našega življenja. Naj si bo v pripomočkih, ki nas spremljajo v življenju, v šolskih potrebščinah, ne nazadnje tudi, ne vem, v matematiki, v umetnosti. Kako pomemben del našega življenja pa je ritem? Zelo, glede na to, da pač izvajam veliko izobraževanj, moj namen je tudi povezati ta ritem z ostalimi predmeti ali pa z ostalim, rečemo, izobraževalnim procesom, področji predmeti, zdaj govorimo o vrtcu ali v šolah. Dejansko vidiš, da je povsod, ne, se pravi, že v osnovi bitje srca, ampak tudi naprej, če se na kakršenkoli področje ali predmet navežemo, ga lahko na nek način povežemo z ritmom. In bolj, ko to razvijaš, bolj, ko razmišljaš o tem, bolj se odpira, ne, te zastori se odpirajo in dobivaš nove ideje in tako da, ja, je povsod je. In ritma tebi ni nikoli zmanjkalo, kot rečeno, kot mali mulček si se zaljubil v bobne, ki so prišli na vrsto malo kasneje, vmes pa si se učil igrati še na blokflavto, pa tudi trobental si kar nekaj časa, ne? Ja, tako je, ja, ker
kot že rečeno, pač ni šlo v tej smeri, namreč v Škofji Loki ni bilo bobnov, ni bilo učiteljev, ni bilo predmeta. Ponavadi je tako, da tisti, ki recimo ni čisto prepričan, kaj bi šel, gre pa na blokflavto. No. Pa imeli smo v bistvu zelo dobrega profesorja, to je bil Aco Miller, in on je potem rekel, ti imaš pa dobre zobe, kaj če bi ti trobento? Ne? In jaz sem, prvo ok, no, če pa ni bobnov, pa trobento. Ne? In potem sem pač to trobento 6 let oziroma celo 8 let igral, ampak bobni so vedno, rečemo tako, malo ven sekali. Ne? Kjerkoli sem igral, je to v pihalnem orkestru ali kjerkoli, kjer se je pojavil nek bobn, sem jaz, to je super, to je čudovito. Ne? Tako da, je tlelo, to je tlelo. In se potem užgalo, ne? Ko je se ponudila priložnost, da si s pomočjo babice kupil svoj prvi set bobnov. Ja, bravo, super, točno to. To se je zgodilo, sicer še v osnovni šoli. Takrat mi je babica posodila. Tiste marke so še bile, tako da tisto je bilo nekaj neverjetno. No. Tako si mi je odprl svet. Sicer pa spet nisem vedel, kaj naj s tem delam, ker nekako tudi ni bilo učitelja pa to, ampak sem se pa usedel in igral, tako da še zdaj se spomnim tistih oranžnih bobnov. Tvojih ust do ušes, ne? Pa verjetno malo manj navdušenja pri domačih, pa pri sosedih. Tle imamo problem, ne? Ker pač to ni tih inštrument, v nobenem, je glasno in jaz mislim, da to še bolj boli, ne? Če v bistvu ne igraš v ritmu, kot pa če mal igraš fovš, ne? Tako da to vsi slišijo. Kako si se potem spoznaval z bobni, z možnostmi ustvarjanja, ki jih kot inštrument ponujajo? Potem, ko sem enkrat bil že na gimnaziji, imel izpit za avto, sem se lahko potem vozil v Ljubljano na privature, da sem se učil kompleta bobnov. Potem je šlo pa to zelo hitro, potem sem v enem letu, mislim, da naredil nižjo glasbeno šolo in potem takoj na srednjo, zdajšnji konzervatorij, tako da sem malo zamikom je vse šlo, pri meni, ker kot sem že rekel, ni bilo možnosti, da bi to delal pač v osnovni šoli, da bi se že učil bobnov, ampak sem potem ustrajal, tako da se pravi srednja glasbena, Celovec, kot si omenila, že vmes, potem še Akademija za glasbo, tako da se je vse nekako tako lepo razvilo in poklopilo. Tako in te postavilo na pot tvojega poslanstva, o kateri bova več povedala po kratkem glasbenem predahu. Rada ga imam.
Radio Sora. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Jaka Strajnar ostaja z nami in z velikim veseljem danes na stežaj odpiramo vrata v njegov ustvarjalni svet, ki ga navdihujeta ritem in pa seveda tudi bobni. Zdaj, po izobrazbi si akademski glasbenik, tolkalec in profesor tolkal. Že prej si povedal, Akademija za glasbo je bila del tvoje izobraževalne poti, smer tolkala, en tak zelo, zelo širok program, ne, lahko rečeva, kjer so bobni, ki so tvoja ljubezen, tvoja strast, tako zelo obstranski inštrument, če lahko tako rečem. A to drži? Wow, res obvladaš. Ja, v bistvu, tolkala so največja skupina inštrumentov, rečemo temu, ne obstaja večja skupina inštrumentov ali pa programa, ki bi ga lahko na akademiji se učil, ne. Tako da, seveda, tukaj je ogromno enih stvari, zdaj pa na akademiji je tako, da rečemo je bolj poudarek na teh melodičnih tolkalih, to je vibrafon, ksilofon, marimba, timpani, ki so sicer so bobni, ampak so uglašeni, tako da se jih preglašuje, se reče. In potem še bobni, no, tako da te konkretno bobni so en manjši del tega, no, tako da zato me tukaj, sem zelo vesel, da sem lahko v bistvu obiskoval še jazz bobne v Celovcu na takratnem konzervatoriju, zdaj je to tudi že univerza in sem se tam v bistvu še bolj specializiral, rečemo, v to smer ali pa prav za bobne. Zakaj jazz bobni? Glede na to, da si ti kot bobnar prej začel v bolj takih pop-rock vodah, ne? Ja, prvič zato, ker v bistvu v tem delu Evrope takrat sploh še ni bilo programa pop, mislim, da bil najbližji na Dunaju, če se ne motim, pa potem gorno na Nizozemskem, ker mi je pa malo narobe hodilo, ker sem v tem času tudi že v bistvu učil, ne. Jaz sem začel najprej v Žireh na podružnični šoli in potem naprej v Škofji Loki in sem bil nekako vezan na to, no, tako da zdaj, da bi enkrat na teden se vozil nekam daleč, je bilo, ta Celovec mi je bil res super, no, in hkrati se mi je pa tudi ta jazz kar naenkrat odprl s pomočjo kolega, ki sva skupaj igrala v enem big bandu, to je Marko Mozetič, Medvoščan, tako je, in v bistvu on je rekel, ja, kaj, jaz hodim pa gor, a veš, koliko je dober, dej, kaj, če bi še ti šel, vse to je ful, je hudo, ne, in pol, ja, me je tudi ta jazz v bistvu se mi kar naenkrat odprl in mi je postal res ful všeč, tako da, evo, spet, me je čisto začaral, no, tako da tudi profesor, ne, je bil tvojega kova, ki je znal pritegniti, ja, znal pokazati, znal navdušiti, ne? Ja, definitivno, Erik Bachtregel, to je itak zelo znano ime v Avstriji, pa nasplošno v Evropi, tako da to je bila vsaka ura, je bila tako neka nova stvar, kot da bi mi spet odprl en zastor, kot sem prej govoril, pa naslednjo uro spet se kar odpirajo te stvari, je res bilo izjemno. Če sva že v študijskih klopeh, ne, potem morda velja omeniti, da si poleg glasbe raziskoval tudi ekonomijo, čeprav ritem številk pa bilanc pa tega ti pa ni najbolj pisan na kožo, ne? Ne, to je bilo nujno zlo, žal, ne, ker je bilo treba nekako, ko sem že prepovedal, sem malo z zamikom vse delal, se pravi, ko sem končal gimnazijo, sem dejansko šel na srednjo glasbeno in tle je zdaj zmanjkal nek ta moment, ki pa v bistvu je potem ta ekonomija ga nekako zapolnila, ampak le za zelo kratek čas, tako da tukaj pa nismo prišli daleč. No. Tako je potem zmagala glasba, ja, ki je tvoje poslanstvo. Velikokrat smo te lahko videli tudi na odru, ne, v različnih pop-rock zasedbah. Začel si z domačimi Princepsi, potem nadaljeval z jazz stationi, danes te na odru vidimo v zasedbi Band, vmes se jih je nabralo še kar nekaj. Kakšne spomine pa imaš na to odrsko-bobnarsko kariero? To je izjemno, sploh takrat v teh mladih časih, to smo bili carja, ne, se reče, in smo igrali na vseh teh valetah in kaj so še bile, razni plesi in ne vem, v Kranju vem, da je bil teden mladih, zdaj sploh ne vem, če še obstaja. A še obstaja, krasno. In ti se je ful dogajalo, no, tako da sploh ta študentska varianta, no, ta je bila res tako izjemna. Se razvijaš, dobiš te izkušnje odrske, ne, ki so zlata vredne, tako da jaz svojim učencem, potem, ko sem učil, sem rekel, nujno band, nujno na oder, ker če se samo učiš, ni dosti, ne, treba je igrati, tako da, ja, rabimo oder vsi. In tukaj so bili bobni še drugič zate v življenju usodni, ne? Wow.
Tako je, tukaj sem spoznal svojo ženo, zdajšnjo ženo, tako da, bobni, sama pozitiva v vseh pogledih. Sam si že rekel, da si tudi pri mladih spodbujal nastope, vključevanje v bende in tudi ti si pravzaprav kriv za kar nekaj bendov, skupin, ki so nastali tudi po tisti pedagoški plati. Rock School Band verjetno poznamo vsi, tudi otroci ritmov, so tvoja ideja oziroma tvoj otrok. Kako pa so nastajale te zasedbe prilagojene za, nastope na odru, tudi z najmlajšimi po tej pedagoški plati? Ja, to smo zdaj na področju glasbene šole, Škofja Loka, kjer v bistvu sem kar lep čas preživel. In znotraj tega v bistvu sem začel učiti se seveda najprej tolkala in potem sem ugotovil, da lahko te otroke da malo bolj skupaj, da nastopajo v skupinah, kar je seveda veliko bolj zanimivo, bolj motivirajoče, rečemo, kot pač so to eni individualni nastopi. In tako se je potem začelo razvijati. Sem jih dal pač skupaj, so uživali, potem naprej, potem sem v bistvu mislim, da tudi za Pasijon smo takrat škofjeloški smo delali skupaj in še včasih je bil, zdaj je Historial, včasih je bila Venerina pot. Tako da vse tako se je nekako razvijalo po potrebah v bistvu, Mi smo pač, zaigrali skladbo 2, 3 in potem sem začel pisati za te otroke, Sam v bistvu formirala se je tako skupina kot tudi repertoar. In ta repertoar je bil potem zrel tudi za kakšno zbirko, ki sem jo izdal. Ta skupina se je pa itak razvijala naprej, tako da so bili vsakič boljši in ne glede na to, so bili to bobnarji, so bili to različni inštrumenti v smislu omenjenega rock school banda in jazz je cool banda, tako da so bili zelo priljubljeni tukaj. V Jazz Stationu si prepeval Delam, kar se ne smeja, si tudi sicer malo upornika. Absolutno. Sej to se že prej povedal, ko so spregovorila o tisti ekonomiji, to se pač uprl z vsemi 4. Ampak tudi tako, vedno, ko vidim, kam se razvija, kaj zmorejo pač učenci, grem v bistvu v to smer, kljub temu, da mogoče ni to čisto po PS oziroma po programu, ampak se najde pot in se je vedno našla in zaradi tega pač so tudi taki rezultati. In zato so tudi mulci radi sedeli za inštrumentom in vadili, morda tudi zato, ker si jim poleg tiste klasične literature svetovnih glasbenih velikanov vedno znal podobne ritme poiskati tudi v drugih klasikah, ki so bolj, trši, metal, rock in to. Kakšen izziv pa je bil to zate? Ja, mene je to itak vedno zanimalo, ker smo spet pri uporniku, da je to neka klasična literatura, ki se uporablja z leta v leto, isto. Poleg tega pa pač vidiš, da so tudi zelo podobne stvari v nekih drugih žanrih, če lahko tako rečemo. Se da tudi to lepo super povezati in mogoče otrokom tako še na nek drug način približati, mogoče rečemo temu to zoprno snov in lahko v bistvu čist preko neke zabavne zadeve, ki otroci oziroma učenci poznajo, dosežejo določene prvine, določene tehnike in tako naprej. In to se je ful dobro izkazalo. Ja, tebi je to odlično uspevalo. Ja. Kar nekaj mladih glasbenikov danes stoji oziroma igra na velikih odrih, sodeluje tudi s tabo. Kakšen pa je občutek, ko po dolgih letih srečaš svojega učenca, pa skupaj, nekaj odigrata na odru? Ja, izjemno. Čudovito je to. To je ena varianta, da skupaj odigramo, čeprav tle se moramo vseeno malo uskladiti, ampak druga stvar je pa to, da pač tudi vidim druge učence bivše, ki koncentrirajo, nastopajo in res, ko potem sedim in gledam, rečem, dobro delo sem opravil. To smo pa dobro zrihtali. Dobro je ratal. No, tudi midva bova še rekla v nadaljevanju kakšno o tvojem dobrem delu, le da bova iz bobnov preklopila na kajon in še kakšno drugo ustvarjalno zgodbo. In regrad razpiham lase, smejem se, kadar spim, v dvoje zaplešem zase, žalost odpihnem zrak,
sme. Zame prav je vse, kar narobe je. Hočem, kar se ne sme, majcene stvari, kar me veseli. Kar se ne sme. Zmaja v nebo spustim, za nosom grem k svojim sanjam. Jutro na lašč prespim, beračem globoko se klanjam. Tebe lovim mi že, glasno na cesti pojem, vse je po mojem, svet je še srce. Delam, kar se ne sme, zame prav je vse, kar narobe je. Sreča je vrtiljak, v večni igri z njo riše mi korak. Kar se ne sme. Delam, kar se ne sme, zame prav je vse, kar narobe je. Sreča je vrtiljak, v večni igri z njo riše mi korak. Delam, kar se ne sme, zame prav je vse, kar narobe je. Kar se ne sme. Se ne sme. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Z Jako Strajnarjem odkrivamo svet glasbe, svet tolkal, sedamo za bobne, o nadaljevanju pa vam predstavimo tudi kajon in glasbene zgodbe, ki jih je ustvarjal za mladino ter ujel v glasbeno literaturo, ki jo dan današnji uporabljajo pedagogi po celi Evropi oziroma svetu. Zdaj le bova za nekaj trenutkov skočila na še eno usodno mesto v tvojem življenju. Frankfurt je nekaj, brez česar si verjetno ne znaš predstavljati svojega življenja. Glasbeni sejem oziroma glasbena tržnica tam je nekaj posebnega. Tako je. Je bila nekaj posebnega, rečemo tam nekje do korone, še malo prej. No. To je bilo v bistvu vsakoletno zbirališče največjih proizvajalcev inštrumentov, ki so predstavili svoje izdelke, svoje produkte in tam si videl marsikaj. Ne. Tudi literaturo, ne. Prej si omenjala pač neko klasično literaturo in tam mi je vedno, še zdaj ne bom pozabil in to vedno rečem, ko sem videl recimo za prečno flavto skladbe od Metalike, s primerjavo klavirja. Mislim, izjemno. Ne? In takrat mi je dalo takoj vedeti, wow, se jaz pa tudi lahko naredim to za, ne vem, ksilofon recimo, ali pa za kakšno drugo stvar. Ja, take novitete so se pojavljale in je res izjemno, ne? Kako ti v bistvu tam dobiš res ideje. Jaz sem toliko cajta težil, da smo enkrat šli celo z kolektivom glasbene šole na frankfurtski sejem. Ne? Takrat sem bil sicer že skoraj 10krat tam, ne, ampak tako sem pa tam spoznal in kajon, ki ga prej nisem poznal. Povezal sem se s temi mojimi partnerji iz Nemčije, Schlagwerk, ki so pač eni izmed največjih proizvajalcev kahona. Tako da vse te stvari so se tam odvijale. Ne? In to je bilo res tečišče enih dobrih stvari. No. In tam si se, kot praviš, zaljubil tudi v kajon. Kaj pri tej, na prvi pogled, čisto enostavni leseni škatli pa te je tako navdušilo, da si postal njen promotor pravzaprav v Sloveniji? Točno to. Se pravi, škatla, videl sem jo tam enkrat na enem odru. Ena punca je igrala, ena učenka, pač jaz sem samo gledal tisto, nismo mogli verjeti vsi, kaj se to dela, kaj to omogoča, ampak veš, par let kasneje smo pa mi na tem istem frankfurtskem sejmu nastopali z Otroki ritmov. Tako
Tako se je to hitro potem razvijalo, no? Tako da mene je to čisto čaralo in seveda sem pač pol tudi usmeril svojo pozornost v ta inštrument, ki me seveda spremlja še sedaj in pač me tudi bo. Kakšno paleto oziroma kakšne možnosti ustvarjanja pa cajon ponuja? Ja, mislim, ogromno. Saj ravno to, ta razsežnost mi je izjemna, ker jaz sem seveda potem to tudi razvijal naprej do te mere, da izvajam kulturne dneve za osnovne šole, recimo, kar pomeni, da jaz pridem v osnovno šolo, pride razred, ni važno, katera so prvočki ali so devetočki in v bistvu oni v eni šolski uri lahko že igrajo. Imam tako izdelan program, da oni v eni šolski uri že igrajo z raznimi znanimi skladbami, ki jih poznajo in pač igrajo točno te ritme. Tako da prva stvar je ta enostavnost, ne? Druga stvar pa tudi seveda, če hočeš pa malo stvari zakomplicirati, so potem tudi razni dodatki, ki pa omogočajo že tisto pač nadgradnjo, ki pa potem je itak za publiko čisto pač fascinirana. No. Pa tega ne počneš samo z najmlajšimi, ki sva jih zdajle že kar nekajkrat omenila, ne? Tudi odrasli pridejo v tem primeru na svoj račun. Kdo je bolj pogumen pri raziskovanju ritma, pri sedenju na cajonu? Ja, tukaj je pa obratno, ne? Bolj ko so mlajši, bolj so odprti oziroma manj je zavorno, tako da starejši, ko so več teh zadev, sploh recimo, ko si omenila starejše, odrasle, rečemo temu, v sklopu team buildingov, ki jih tudi izvajam, so na začetku malo tako zelo zdržani. Vnaprej mi povejo, da to ne bo šlo, da to oni ne zmorejo. Pa potem tudi zmorejo, tako da, ker pač ta skupinska dinamika ima tudi svoje prednosti in je tako prilagojen program, da brez skrbi zmorejo. Pa ne samo na individualnih delavnicah, team buildingih, ne, tudi na tvojih nastopih in koncertih znaš ljudem pokazati, kakšen inštrument pravzaprav nosimo vsak dan s seboj. Ja, seveda, to je zdaj še en nov izziv, ne, ko dejansko, recimo, če sem začel z cajonom, ne, potem pač sem nadaljeval še z raznimi drugimi tolkali, na koncu sem pa prišel do svojega telesa, ne, ki v bistvu so to telesna tolkala, kot jim jaz rečem, ki jih imamo vsi in če imaš pred sabo na odru publiko, lahko v bistvu iz njih izvabiš ogromno enih udarcev, ritmov, vzorcev in tako smo veseli, tako me podprejo mene, hkrati jaz z njih in je to sodelovanje, ta harmonija potem še višja, še večja, še boljša. Tako odkrivamo, da pravzaprav vsi nosimo ritem v sebi, le poiskati ga moramo včasih. Točno to. Tebi ga uspe uspešno iskati tako pri odraslih, kot seveda tudi pri najmlajših. Prav zanje si napisal tudi veliko pesmi, veliko skladb, najprej za bobnarje, potem za cajon. Koliko te glasbene literature se je zdaj že nabralo? Kar nekaj knjig. Ja, knjige kar nekaj, večinoma so priročniki, ki so namenjeni pač ali vzgojiteljem ali učiteljem, da si pač hitro preberejo, kaj lahko naredijo in potem to uporabljajo. Kot pa že prej omenjeno, je pa kar nekaj tudi teh skladb, zbirk, ali je to za cajon, ali je to za bobne. Zadnja je recimo za 2 kompleta bobnov. To smo delali v bistvu na koncu tukaj v Škofji Loki, ko sem v bistvu dobil idejo, ne, pač ok, se lahko en učenec igra na en komplet bobnov, ampak če igrata pa 2 učenca na 2 kompleta bobnov, je pa to še toliko boljš, ne. In zdaj, če imamo klavirski duo, če igrajo, ne vem, flavte v nekem duetu, zakaj pa ne bi 2 kompleta bobnov, ne? In potem sem v bistvu to pisal, seveda testiral, z otroki smo nastopali, spreminjal in evo, na koncu rata zbirka skladb za 2 kompleta bobnov. Taka udarna in glasna si predstavljam. Nedvomno udarna, glasna in v bistvu izjemno uporabna za razne nastope in tako naprej. In hkrati pa, če gre lepo po težavnosti od začetka, od teh najlažjih, da lahko že recimo učenec iz 1. razreda igra, pa seveda potem ta zadnja, ki pa mislim, da je 15, 16, je pa že malo težja, ne? Tisto pa recimo lahko igra v 6. razredu. No, ob vsej tej literaturi, ne, pa ne smeva pozabiti tudi na dan današnji vedno bolj priljubljene videotečaje, videoklase, tudi teh se je nabralo že kar nekaj. Tako je, ja. To je pa v bistvu rezultat korone in tistega časa, ko pač se je vse ustavilo, ne. Jaz še zdaj rečem, da tistega leta 2020, mislim, da je bil to tam začetek marca, sem še imel seminar za pomočnike ravnateljev v Portorožu, to mislim, da je bil četrtek, pol v petek sem bil še na eni šoli v Novi Gorici in tam sem spal v enem hotelu in so mi rekli, no, zdaj pa vi ste zadnji gost, vi pejte še ven, pol hotel zapremo. In zakaj govorim, ker potem je tudi ta moj urnik, ki je bil poln tam do konca junija, kar naenkrat
postal prazen. Ne? In tukaj sem potem začel razmišljati, kako ne zdaj naprej, seveda je bil šok. Potem se je pa začel ta splet odpirati, ne? Te variante, ko sem pa v bistvu potem začel razvijati, se pravi, tečaje preko spleta, kar je pa v bistvu spet neka nova dimenzija, ne? Ker v bistvu, če ti postaviš nek tečaj, pomeni, da moraš tudi predvideti, kaj bo učenec, na kakšne težave bo naletel in to je treba vse v bistvu ukomponirati v ta tečaj. Ne gre samo za neko podajanje snovi v eno smer, ampak je treba tudi več, se pravi, ko bo to gledal, sigurno se bo spraševal, pa tole mu ne bo jasno, dajmo še to povedati, še to. Tako da so neke drugačne stvari kot učenje v živo, 1 na 1, hkrati pa nekaterim zelo to paše. No? Tako da, zdaj, če govorimo o tem, to pomeni, da je vse naprej postavljeno, se pravi, oni se samo zavrtijo oziroma predvajajo in lepo pač od prvega videa do zadnjega igrajo in tako napredujejo. Drugi tečaji so pa v bistvu bolj izobraževanja, ki so tudi spletna, so se izkazala za izjemno učinkovita, predvsem zaradi tega, ker učitelji in vzgojitelji v bistvu, ali pa rečemo strokovni delavci v vzgojenju in izobraževanju so zelo natempirani, ne? In tukaj pa v bistvu jaz rečem, dajmo mi splet uporabiti za to, da njim olajšamo to. Ne? Zakaj bi mi bili ob 4 popoldan vsi na Zoomu? Brez veze. Ne? Pač jaz pošljem določene naloge, vi jih pa pač tekom tedna upravite in potem mi poročate in vam jaz dajem nove naloge, nove ideje in nadgradnje. Ne? In tukaj pa dejansko splet nam dejansko pomaga, ne? Tako da ni samo, da bi se spet z vsemi 4 uprli temu, ne? Ampak je veliko pomoč in to se res izkaže za zelo dobro. No? Ti si pri svojem delu zelo inovativen, ne samo s spletnimi tečaji, pa predvidevanji, pa delavnicami v živo. Tudi sam precej razvijaš pripomočke za lažje učenje. Celo ena taka lesena palčka z nekimi gumbki je nastala v sodelovanju z enim od podjetij, ki pomaga otrokom osvajati ritem. Zakaj se ti zdi pomembno, da mladim oziroma tistim radovednežem skušaš res čim bolj približati stvari na tak enostaven, razumljiv način? No, ravno zato, ker si povedala, zato, da je to enostavno in razumljivo. In hkrati v tem primeru še vizualno. Temu se reče, jaz sem jo prevedel kot ritmična plošča z nastavki in v bistvu te nastavki se premika in tako se v bistvu določa ritem, se ponazori določen ritem in že prej, kot sem povedal, recimo v osnovnih šolah, jaz pač po 20 minutah postavim, povem, kje je kaj, kakšen udarec je kje. In oni to takoj razumejo, ker je v bistvu še ta vizualni moment, ne, ker vidijo. Je pač se jaz lahko razumljivo razložim, pokažem, oni za mano ponavljajo, ampak če pa vidijo, ker so že itak, smo ljudje kar dosti vizualni, no, pa če pogledamo neko podajanje snovi v šolah, na tabli je tudi vizualno, ne, se pravi, je ta stvar njim zelo blizu in tudi v bistvu je, ne, tako da razumejo takoj. In to je pravzaprav tudi neke vrste dokaz, ne, da je glasba veliko več kot samo zvok, ki ga slišimo. Ja, nedvomno. Tukaj pač je več teh nivojev, rečemo. No. Tako da en je nedvomno tudi vizualen, vse drugače. Če ne bi bilo vizualno, pol ne bi rabili recimo dirigenta, ne? Tudi to je res. Midva si bova zdajle privoščila še nekaj glasbe, potem pa se za konec dotaknila še tvoje zadnje ljubezni, handpana. In polji v objemu 2 rek, zraslo je mesto pred 1000 let. Hiše v obzidju, z gradom nad njimi, še danes so videti kot v davnini. Mesto prelepo srednjeveški opravi, Škofja Loka, galerija v naravi. V njem se življenje stoletja vrti, pridnih, ponosnih, poštenih ljudi. Škofja Loka, mesto 100 rodov, povezanih trdno prek 4 mostov. Naše je mesto, v njem lepo se živi, Ločani v srcu ga nosimo vsi. Bogata še danes je pisana Loka,
veselje žari v očeh starca otroka. Če tudi življenje po novi gre cesti, koreni nam ločani, ostajamo zvesti. Mesto prelepo srednjeveški opravi, Škofja Loka, galerija v naravi. V njem se življenje stoletja vrti, pridnih, ponosnih, poštenih ljudi. Škofja Loka, mesto stoterih rodov, povezanih trdno prek 4 mostov. Naše je mesto, v njem lepo se živi, Ločani v srcu ga nosimo vsi. Škofja Loka, mesto stoterih rodov, povezanih trdno prek 4 mostov. Naše je mesto, v njem lepo se živi, Ločani v srcu ga nosimo vsi. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Še nekaj minut današnjega ponedeljka bomo preživeli v družbi Jake Strajnarja in se, kot je že napovedano, zdaj dotaknila še enega posebnega inštrumenta tvojega, ne vem, a bom prav povedala, zadnjega tolkalskega odkritja, inštrumenta, ki združuje pravzaprav dve tvoji ljubezni, ne? Ritem in tudi zvok. Tako je, pač to je zdaj trenutno največji, zelo popularna, velik hit tako v glasbi, pa tudi v teh terapevtskih vodah, rečemo temu, no. Ampak meni kot glasbenika ali pa kot bobnarja najbolj fascinira to, da v bistvu lahko praktično igram vse ritme na ta inštrument kot na kajon, hkrati pa omogoča, ker ima še različna tonska polja, da ta ritem pač razvijam še po poljih in tako nastane melodija oziroma sekvence, ki jih potem pač nadgrajuješ in tako nastane neka logična celota, skladba. Kar nekaj teh si že ustvaril tudi za Handpan, 5 jih je našlo prostor na tvojem zadnjem ploščku. Zakaj samo 5? Pač nekako sem se odločil, da bom dal en tak mejhen, bom vrgel mejhno kost, no. Tako, dajmo za začetek jih dati 5, zdaj itak je v tem glasbenem svetu se to imenuje EP, kar pomeni, mislim, da je Extended Play, oziroma imamo, ne. Skupina lahko izda single, to pomeni eno skladbo, potem lahko izda EP, kar pomeni, da je tam nekje do 15 minut skladbe, rečemo so to 3, 4, 5 pesmi, lahko izda pa cel album, ki pa potem pač vemo 10 ali pa še več. Tako da jaz sem se odločil za to srednjo varianto, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ja, bomo z velikim veseljem spremljali, kaj se bo zgodilo, tudi zaradi nenavadnosti tegale ploščka. Z enim prav posebnim orkestrom si sodeloval na njem, nastal je pri odprtem oknu v Kubedu na Krasu. Kako se je začela pisati tale zgodba oziroma odkot ideja? Ja, v bistvu stvar je v tem, da sem dobil to umetniško rezidenco, to je v bistvu znana rezidenca v Kubedu Alojza Kocijančiča, to v bistvu razpisuje, mislim, da občina Koper vsako leto in vsako leto se tam zvrsti 6 različnih umetnikov, ali so to literarni, se pravi pisci, ali so slikari, ali so glasbeniki, in jaz sem se prijavil na ta razpis in dobil to hišo za 2 meseca, to je marec in april. In sem se odločil pač, da bom tukaj kot cilj ali pa nek zaključek tega pa posnel v bistvu svoj CD ali pa pač par pesmi. In potem je tukaj priskočil na pomoč Gaber Radojevič, ki v bistvu je potem tudi to zmiksal, sproduciral in mi je rekel, dej ti pejdi po hiši, ne, pa ugotovi, kje ti najbolj ustreza ta zvok. In najprej spodaj je tak studio, pa tam nisem bil zadovoljen, ker je bila ta plinska peč, ki se je vedno malo prižigala pa ugašala. Potem goru v WC oziroma v kopalnici je bilo preveč akustično, je bilo tako kar malo preveč. Potem sem pa najdel to spalnico, ki je pa res v bistvu še una stara, še prav te stare omare so noter posla in tam je bilo to okno in potem sem to okno odprl in seveda vemo, kaj se dogaja marca in aprila. Ptiči so bili zelo, zelo glasni oziroma pač aktivni. Sem rekel, wow, tole bom jaz naredil, jaz bom tle snemal
okno bo odprto, naj se oglašajo, pa da vidimo, kaj se je zgodilo. In tako se je začelo dogajati. In se je zgodila čarovnija 5 pesmi, Morski valovi, Nad oblaki, Haban Panera, Uspavanka za ptice in Slovo. Tako je, ja. In prav ta Uspavanka za ptice, mislim, da je na koncu se tako prav uglasi, kot bi jo naročil, tako kukavica, ene 3-krat za kuka, tako da bi rekel, wow, res neverjetno. In to je pač spontanost, ne? Jaz ne morem ptičev naročiti. Vmes pa seveda Kosi in vsi ostali so bili aktivni, zelo. Kako navdihujoč za ustvarjanje pa je handpan? Zdaj 5 jih je našlo pot tudi v javnost, ne še veliko več, jih imaš verjetno kje v predalu, ker še niso morda zrele za ta svet, pa še bodo. Koliko možnosti za ustvarjanje pa handpan ponuja? Ogromno, ker v bistvu tukaj se lahko res štarta, pričneš čisto z enega osnovnega vzorca, ki ga potem razvijaš naprej, greš po teh poljih, gor, dol. Je pa tako, ne, ta handpan je uglašen, ima ta polja tako uglašena, da paše, vedno paše, ne. Nič ni tako, da bi rekel, tole je pa fovš, pa to je pa narobe. Ne, ni, ker pač so tako uglašena polja. Zdaj seveda, odvisno samo od tebe, kakšno strukturo si zamislil in da v tej strukturi nekako slediš, ne, da tudi poslušalec, ko posluša, okej, razumem, to gre sem, da se povezuje logično, ne. Tako da tukaj je možnosti je neomejeno. Tako da, in tudi vseh pristopov, ne, pač ni tako samo, da bi pač igral en ritem, ampak lahko začneš z ritmom, lahko začneš čisto prosto, lahko igraš akorde, lahko igraš melodije, lahko igraš samo ritem, lahko poješ zraven, karkoli, tako da res ogromno variant. Torej, še pušča dovolj ustvarjalnega prostora za kakšno novo, tako tudi na ploščah ujeto glasbeno zgodbo. Zdaj tega si predstavil tudi v Avbarju, v cerkvi svetega Nikolaja. Eno tako prav posebno doživetje je bil tale koncert. Ja, tako, to je bil v bistvu koncert, rečemo temu promocijski, ob izdaji tega albuma, recimo temu, in tam je ta cerkev je res izjemna. Zelo mi je bilo všeč, ko sem lahko tam igral akustično, ne, da nisem vezan na mikrofone, ker pač pri mikrofonih se stvari potem malo zgubijo se, ne. Tukaj pa res cerkev je bila polna. Seveda, kot si že prej omenila, sem igral več kot 5 pesmi, imam veliko več za cel koncert, tako da je bilo res magično, moram reči, in se veselim že kakšnih naslednjih projektov in koncertov. Ja, magično bo zagotovo tudi v nadaljevanju. Zdaj, glede na to, da se nama čas za danes izteka, bova na hitro pogledala še malo v prihodnost. Verjetno ti idej, želja, projektov za naprej ne bo zmanjkalo. Kaj je tisto, kar se ti trenutno plete po glavi? Kaj je tisto, kar, ne vem, nastaja v teh dneh tja proti poletju in koncu letošnjega leta? Želja je še kakšen koncert narediti, seveda, to absolutno, s handpanom, zaenkrat povsem solo. Potem pa, kot si že omenila, na tem CD-ju oziroma na tem albumu je 5 skladb, kjer igram samo jaz, solo handpan in seveda ptice. Ideja pa je, da potem tole zasedbo malo povečamo, mogoče s kakšnim zborom, s kakšno večjo zasedbo, s kakšnim inštrumentom, tako da recimo temu handpan in prijatelji. Mi se že veselimo in takrat te seveda z velikim veseljem spet čakamo tu pri nas v studiu. Zdajle pa morda še pogled proti poletju. A te bomo več srečevali na odrih ali na valovih? Definitivno na valovih, ker z julijem pričenjam svoj drug poklic, to je inštruktor jadranja na deski v Kopru, tako da pridite kaj posurfati. Tako po spletu, po glasbilih, kot seveda tudi po našem domačem morju. Jaka Strajnar, hvala lepa ti za tale današnji klepet, za obisk v našem studiu. Naj bo ustvarjalno, naj bo veselo, naj bo navdihujoče in kot sva že povedala, kmalu nasvidenje s handpanom in prijatelji. Jana, hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.